Lepo zdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Pestro soboto v prvi ligi Telemach zaključujemo v Kopru na Bonifiki, jubilejni 50. primorski derbi med Koprom in Primorjem. Jasno, kar dolgo v prvi ligi ni bilo tega derbija, sploh Primorje v letošnji sezoni povratnik med elito po več kot desetletju. Je se potem odločil za iskanje Zavnika, bolje postavljen Mukadas, tole pa zdaj poizkus razdalje gostov, ki je končal v koparskem bloku. Primorje v teh trenutkih celo bolj ogroža kazenski prostor nasprotnika kot obratno in tule je gol! Sanjski začetek tekme za Primorje. Semir Smajlagić je na oddaljnejši vratnici čakal in čakal tole podajo ter jo tudi dočakal. Ajdovci vodijo z 1-0. Malo je bilo junakov, ki so v tej sezoni premagali Metoda Jurharja. Bilo takoj nagrajeno z golom. Zdaj pa Zavnik vleče nov napad razigranih Ajdovcev. Tole je nova priložnost za goste in 2-0. 9. minuta, tomski začetek Primorja. Domagoj Babin za vodstvo Ajdovcev, torej v 10. oziroma tekla je še 9. minuta z 2-0. Po vsem v knockdownu so Koprčani, atomski začetek Primorja. Začetek, kakršnega je pričakoval malo kdo, ampak igral je tudi za Koper v mlajših selekcijah. Zdaj je poizkus Matonda. Na ogled vara gre Dejan Balažič. A tule obstrelov Matonda je žoga v roko zadela Gašperja Petka. Absolutno zadeva, ki nam je ušla, to kar mirno priznamo, ampak po ogledu posnetka pa v 27. minuti s priložnostjo, da Koper vrne v igro Petriško in Tratnik. Petriško zelo zanesljiv in Koper je zadev. 27. minuta, Koper Primorje 1-2. Pa imamo spet drugačno dinamiko dvoboja. 5. gol že v tej sezoni Petriška pri številki Denis Popovič. Popovič brani Tratnik. Jazbecom vaš čas v komunikaciji. Primorje pa v novem napadu, tole je zelo nevarno. Zavnik. Uigrana kombinacija Primorja, tole je lahko nevarno, izbita žoga, potem pa strel in na koncu gol! 3-1 za Primorje. Izkoristil je Smajlagić znova kot tista prava kobra v kazenskem prostoru dano situacijo in Primorje vodi s 3-1, drugič danes pa je zadev Semir Smajlagić. Čakali bomo še, če je bilo vse čisto, kar se tiče ofsajda. Tole si poglejmo. Ja, absolutno. Tam je Mija Ilović stekel proti golovi črti. Smajlagić. Zavnik bo podajalec v kazenski prostor. Tole je nova priložnost za Primorje. Fliper v kazenskem prostoru in gol! 4-1. Kakšen začetek tudi drugega polčasa za nogometaše Primorja. Izredno slaba reakcija koprske obrambe ob tej podaji v kazenski prostor in vse skupaj je izkoristil Gašper Petek, če je pod narekovaji zakrivil tisto 11 metrovko, s katero se je Koper vrnil v igro v prvem polčasu, pa se je zdaj, vsaj po mojem mnenju, je tole najslabša tekma Kopra v tej sezoni, pa verjetno po mnenju še marsikoga drugega. Ravno obratno velja za Primorje, ki je v novem napadu
Zavnik pred vrata. Potem do nje Omladič, saj za trenutek. Bori se Jurič. Matondo pred vrata na El Mansurija, padel je El Mansuri. El Mansuri, Popovič je prišel do tele žoge, tule zdaj je priložnost za Koper. Jurič preigrava, Jurič, to je velika priložnost, Matondo in gol. 82. minuta, žarek upanja za Koprčane v tem večeru. Matondo po podaji Juriča v polno. Ali se še lahko kaj zakuha na tem primorskem derbiju? Nikjer ni bilo Koprčanov v zadnjih 20 minutah brez kakršnih koli resnejših priložnosti. Potem pa Popovič proti Juriču. Zdelo se je, da je ta predolgo okleval strelom, potem pa se je odločil za podajo in ta odločitev je bila absolutno pravilna. Sidibe je dober seveda tudi v teh prehodih iz obrambe naprej. Zdaj prekršek nad Jovanovičem, toda Sidibe do žoge, priložnost za El Mansurija, El Mansuri! Matondo. Tole je zdaj priložnost za Bašo in gol! Vendarle gol v 93. minuti, Jurič za priključek. Vprašanje samo, če ni vse skupaj prepozno. Da me ne bo spet vse skupaj udarilo po ustih, ko sem že zaključeval, da bo ekipa Kopra tole tekmo izgubila. Baša je podal, Ivkić sicer v prazno, toda Jurič je potem zadev za 3-4. Oliver, Bogatinov poraz na koncu s Primorjem. Dejali ste pred tekmo, tole je tekma, kjer iščem tudi karakter. Kaj ste videli na tem dvoboju? Pa da mogoče ta naš primorski derbi nismo mogoče imeli dneva. Bom se tako izrazil. Mnogo prepoceni prejeti zadetki. V 11 kolih smo dobili 4 danes tu na eni tekmi in to pred domačimi domačo publiko. In jaz bi tako rekel, jaz fantom gredo bi se rekel, vsak ima pravico do slavega dne. Mi smo zdaj v 11 kolih pokazali veliko kvalitete in če se iz te današnje tekme kaj naučimo, bo to zelo dobra popotnica za nadaljevanje prvenstva. Pred tekmo pa sem samo opozoril na to, da malo smo padli v cono obdobja in da je vsaka tekma zgodba za sebe. Kdo bi lahko predvidel današnji razplet tekme, temu vse čestitke. Mi pa ja, prepoceni prejeti zadetke, ampak kljub temu pokazati željo, hotenje, tudi kvaliteto, na koncu pa lahko rečem zaslužena zmaga gostov. Ko začneš pravzaprav tekmo z 2-0, potem, ko veš, da boš lovil spet takoj na začetku polčasa dobi zadetek, nekako ste res sami sebi danes otežili nalogo do maksimuma? Prepoceni, jaz mislim, da so to prepoceni prejeti zadetki. Zelo nalahko vse skupaj je bilo in pričakovati rezultat 5-4, 6-4, da zmagaš tako tekmo je se mogoče zgodi vsako 100. tekma, ampak ja, za mene je vse skupaj, za naše standarde, ki jih gojimo in kako želimo igrati, je to bilo prepoceni. Ne smemo pa pozabiti, da tudi neke pozitivne stvari se dogajajo danes. Zadevamo lažje, res da tudi sama tekma to prinese, oziroma nek moment v tekmi, ko nasprotnik ti tudi nekaj več dovoli, ko brani to vodstvo. Ampak ja, jaz mislim, da v ekipi slab dan dovoljen in samo s trudom, delom in vsakodnevnim grajem na treningih se lahko hitro nazaj vrnemo v naša stara pot.
Milan Anđelković, čestitke za zmago, odličen vstop v tekmo, odlično potem tudi nadaljevanje, izvedba na igrišču, tista prava želja, agresivnost, večkrat ste tudi z roba igrišča pohvalili svoje varovance. Danes so, zdi se, res na igrišču udejanili to, kar ste od njih zahtevali. Ja, res je, svaka jim čas, res sem ponosen. Težka zmaga, pomembna zmaga, pokazali so, da imajo karakter, da to, kar potrebuje ena dobra ekipa, in to smo mi danes pokazali, da imamo. Na začetku sezone ste nekako opozarjali po tistem slabšem nizu, da bodo morali fantje preklopiti iz druge lige na prvo ligo. Je ta reakcija po tistem težkem porazu proti Radomljam in danes potem ta predstava znak, da se to počasi dogaja? Ja, je že prej smo začutili, tudi sami igralci so začutili to, da smo na dobri poti. Mogoče bi rekel po tekmi z Olimpijo. To, ker se je to začutilo in to se je tudi videlo nas na tekmi. Zdaj ste pravzaprav precej bliže zgornjemu delu lestvice kot coni izpada. Vem, da se cilji kluba ne bodo spreminjali, ampak trenutno se zdi, da kar udobno prebivate v prvoligaški druščini. Ne gledamo na lestvico, res ne gledamo, vsaka naslednja tekma je pomembna, koncentrirani smo na naslednjo tekmo, lestvica je pa posledica tega, kar daješ na igrišču. In mi, moram reči, da v veliki večini tekem smo bili dobri, normalno je enkrat si uspešen, enkrat nisi, hvala Bogu, da nas je to nagradili in ne gledamo na lestvico. Sandro Jovanović, zagotovo ne razplet, kakršnega ste si želeli, nekako ostaja občutek, da do teh zadnjih minut niste bili prav zares tudi morda ne z glavo želje v tekmi. Kaj je danes zmanjkalo? Ja, mislim, katastrofalen štart. Šli smo v tekmo z rezultatom 0-2. Potem še tisti tretji zadetek, greš na odmor s 3 goli v svoji mreži. Upaš na boljši drugi polčas, da čim prej daš gol, ampak ga potem najprej prejmeš in težko se je pobrati potem po takem začetku. Nekako se je zdelo, da so bili danes nogometaši Primorja res razigrani, agresivni, ves čas so vas preganjali gor in dol po igrišču. Tu je nekaj tudi vam recimo zmanjkalo, da bi bolje odgovorili. Pa definitivno, ja, Primorje je, vedeli so, po kaj so prišli, mi smo slabo stopili in treba prevzeti odgovornost in se pripraviti na bravo. Sebir Smajlagić, čestitke za zmago, čestitke za 2 zelo pomembna zadetka, s katerima ste prispevali k tej zmagi. Lokalni derbi, nove 3 točke, bližje ste zgornjemu delu lestvice kot coni izpada. Lep večer za Primorje. Pa hvala prije svega. Ništa, bitno je da smo uzeli 3 boda i bitno je da tako nastavimo. I to je to. Kako ste sicer videli tekmo? Zdelo se je, da imate res udobno prednost 4-1. Potem se je na koncu vse malce zakuhalo, ampak večji del dvoboja z vaše strani res zelo dober. Pa teška je tekma bila i znali smo da će biti teška i na kraju je bitno da smo uzeli 3 boda.